Lepo pozdravljeni. Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvazorjeve knjižnice Krško se nadaljujejo. Lani je potekal postopek sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne dokumentacije, na vrsti so arheološka izkopavanja. Občina Krško je novembra 2016 sprejela in potrdila dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valvazorjeve knjižnice. Zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja prostora je prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih predpostavk izvedbe projekta, zato je občinski svet na julijski seji obravnaval in sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije. Trenutno je v izvedbi razpis za arheološke raziskave, katere so potrebne narediti na tem območju Krškega, in pričakujemo, da se bo to v letošnjem letu tudi izvedlo in se bo nadaljevanje gradnje, se bo pa glavna investicija izvajala v letu 2021 in 2022, ko pričakujemo zaključek v letu 2022. Naložba izgradnje novega objekta in rekonstrukcije obstoječega samostana bo zajemala 2 sklopa. V prvi fazi se bo izvajala novi del, prizidek samostanu, in kateri se bo izvajal na zelenici ob samem samostanu. V drugi fazi je pa izgradnja, obnova, adaptacija samostanskih prostorov in povezovalni hodnik, da se oba objekta povežeta skupaj. V delu samostana namreč že sedaj deluje knjižnica, obstoječa dejavnost pa se bo razširila v območje novogradnje, ki je predvidena na teh zelenih površinah od samostanskega objekta do Bohoričeve ulice. Skupna ocenjena vrednost naložbe znaša 7 milijonov evrov. Občina Krško je za ta projekt dobila od Ekosklada 380 tisoč evrov, katere se bojo porabila pri izgradnji. Če bo v prihodnje na voljo še kakšen razpis za sofinanciranje predmetnih investicij, se bodo nanj prijavili, pravi Grahovac. Če se bo pokazala priložnost za dodatno financiranje, pridobitev kakih sredstev, se bomo vsekakor potrudili in poskušali pridobiti sredstva. Valvazorjeva knjižnica Krško, ki deluje od leta 1965, je osrednja knjižnica za občini Krško in Kostanjevica na Krki. Poleg osrednje knjižnice ima še mladinski oddelek ter 3 izposojevališča, na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na Senovem. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju baročno kapucinsko knjižnico. Zdaj pa v Brežice, kjer pričenjajo s prenovo stavbe nekdanjega doma upokojencev. Tam želi namreč občina urediti prostore društev in organizacij ter bivalnih enot. Vrednost 2-letnega projekta znaša dobrih 700 tisoč evrov. Občina Brežice želi z naložbo, ki obsega dela na in v objektu, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje že začrtanih dejavnosti. S čimer bo omogočena vzpostavitev stanovanjskih enot za različne ciljne skupine, torej prostorov za bivalne enote, prostorov za delo društev in drugih nevladnih organizacij. Uredili bomo prostore za depoje za Posavski muzej Brežice in pa v bistvu omogočili tudi novim podjetjem prostore za določen čas. Vrednost 2-letnega projekta znaša 712 tisoč evrov. Plan je tudi takšen, da v primeru bivalnih enot za določene ciljne skupine oziroma za bivalne enote, da se v bistvu vzpostavi tako, da se da dostojno živeti, medtem ko bodo pa za opremo in kakšne detajle pa potem poskrbeli tisti, ki bodo tam živeli. Naložba bo v celoti financirana iz občinskega proračuna. Tako gre za proračunska sredstva in v bistvu tista osnovna dela, da bo objekt zopet prešel v funkcijo. Občina Brežice želi torej izvesti dela na in v objektu, ki so potrebna za njegovo delovanje in uporabo, in sicer gre za obnovo kotlovnice in tistega dela strojnih inštalacij, ki bodo omogočile, da bo ogrevanje delovalo brezhibno, ter ostala investicijsko vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti za normalno delovanje objekta. Nadaljujemo z nedavnim onesnaženjem potoka Struga v Vrbini. Po nekajdnevnem julijskem deževju je vanj nekdo najverjetneje zlil večjo količino motornega olja. Posredovali so krški gasilci, ki so snov zajezili, in potok je zdaj že večinoma očiščen. Če bi policija odkrila storilca, bi ga le oglobila, saj v takih primerih govorimo le o prekrških, nemalokrat pa bi, kot pravi Roman Zakšek iz civilne zaščite občine Brežice, morali govoriti o resnih kaznivih dejanjih.
Potok Struga v Vrbini pod Brežiškim gradom je nedavno prizadelo onesnaženje. V tistem julijskem deževju, mislim, da je trajalo 3 dni, 2 dni večjem deževju, to pomeni v sredo 10. julija sem bil v strani regijskega centra obveščen, da je prišlo v potoku Struga do onesnaženja. Zakšek je po ogledu terena o stanju potoka obvestil krške poklicne gasilce. Te so seveda hitro reagirali, kakor se za profesionalce spodobi, in so namestili pregrado, tako da tisti madež ni šel naprej, da se ni onesnažilo še večje dolžina tega lepega potoka. Tako da so oni to potem v skladu z najšim dogovorom pač to že v času nekaj ur uspeli sanirati oziroma naložiti, izčrpati tisto onesnaženo vodo v sode in jih odpeljati na območje poklicne gasilske enote Krško. Snovi sicer niso analizirali, a sumijo, da gre za večje količine motornega olja. Gre pa po vsej verjetnosti, seveda, glede na vonj, ki ga je oddajalo, verjetno gre za kakšno odpadno motorno olje. Po vsej verjetnosti, seveda pa ne moramo to jamčiti. Onesnaženje so opazili tudi mimoidoči. Darinka Mejak, ki se s psom vsak dan sprehaja po tej poti, je spremembe na potoku zasledila že nekaj tednov pred sanacijo. Sploh nisem vedela, kaj to je. Prvo sem jaz mislila, da je to plava alga. In sem mislila, ne vem, da je zna biti škodljiva za živali. Jaz mojega psa nisem pustila tako, ko se je zdaj zaletel dol in tako, ampak nisem nič reagirala. Lahko bi že dosti prej reagirala, ampak se nekako nisem tega tako dobro zavedala. V primeru, da opazite onesnaženje potoka ali reke, bo dovolj klic na številko 112. V Sloveniji je onesnaževanje okolja večinoma obravnavano kot prekršek in temu primerne so kazni. Kakor vemo in kakor nam je znano, so takšne zadeve, kot ste omenili, prekrški, se tretirajo kot prekrški. To pomeni, če policija odkrije storilca za takšno dejanje, potem bi bil storilec kaznovan z najmanjšo kaznijo nekje malo več kot 1000 evrov. Tako da mogoče bi bilo dobro zakonodajo spremeniti, pa se takšna dejanja neodgovorna proti naravi, da se to mogoče tretira kot kazniva dejanja, ne pa takšne nižje, ne pa kot prekrški seveda. Večina izlitij nevarnih snovi v vode sicer ostane neraziskana in nekaznovana. Občina Krško je že v preteklem letu pričela z dozidavo in rekonstrukcijo osnovne šole Koprivnica, dela so potekala v kotlovnici in delno v telovadnici. V tem in naslednjem letu pa bo potekala prizidava 2 učilnic in knjižnice ter rekonstrukcija kuhinje. Šolska zgradba v Koprivnici je bila zgrajena leta 1974. Od takrat je doživela že nekaj posodobitev, zdaj pa gre za nadaljevanje obnove na tej šoli, ki se je začela z energetsko sanacijo telovadnice in šolskega objekta v letu 2015. Z dozidavo in rekonstrukcijo osnovne šole so sicer pričeli že v lanskem letu. V osnovni šoli Koprivnica smo v preteklem letu izvedli sanacijo kotlovnice in ogrevalnega sistema. V letošnjem letu se pa nadaljuje z izgradnjo gradbenih del na 2 učilnicah, prizidku ob šoli. Nadaljuje se pa tudi v naslednjem letu je predvidena dozidava knjižnice in kuhinje ter ureditev, zunanje ureditev okoli same šole. V prizidku bosta na višini 1. etaže predvideni 2 učilnici in prostor za knjižnico. Poleg teh prostorov se bodo na etaži uredili še kabineti in vezni hodniki do posameznih prostorov. V pritličju objekta se bo obstoječa kuhinja povečala za prostor ene učilnice. Med prostorom učilnice in obstoječe kuhinje je umeščen prostor kotlarne, ki se ohranja. Na osnovni šoli Koprivnica, kjer so pred nekaj leti obeležili 150 let šolstva v kraju, je bilo v preteklem šolskem letu 95 učencev ter 45 otrok v vrtcu. Z novo kuhinjo in knjižnico ter 2 novima učilnicama se bodo bistveno izboljšali pogoji dela. Tam je čedalje več otrok in prostorska stiska je tako recimo popolnoma neprimerna. Je že kuhinja, ko je zastarela, pa knjižnico imajo kar v hodnikih urejeno, improvizirano, tako da je tam res dejansko potrebno to prepotrebno urediti bivalne oziroma pogoje za normalno delovanje šole kot take. Vrednost druge faze znaša približno 730 tisoč evrov skupaj z opremo, za celotno naložbo bo občina zagotovila sredstva iz proračuna.
Sicer pa občino Krško v prihodnjih letih čaka še nekaj naložb v šolske objekte, večji bosta zagotovo gradnja podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu in aktivnosti umeščanja novega objekta za potrebe osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Obe se pripravlja projektna dokumentacija, tako da se v izvedbi izvedle obe. Mislim, da bo dela nekaj predvidoma 21-22. Dela druge faze dozidave in rekonstrukcije osnovne šole Koprivnica pa naj bi se zaključila septembra naslednje leto. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. Nuklearna elektrarna Krško je v juniju proizvedla 519.000 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje slabih 494.000 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8% večja od načrtovane, ki je bila 485.000 MWh. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v juniju segrevala povprečno za 1,9 in največ za 2,9 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 9,984 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Občina Krško je v sodelovanju s 4 deležniki pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2018 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova NORP-a na območju jedrskega objekta znašali 8,86 milijona evrov. Občina je ta sredstva namenila predvsem v zagotavljanje infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti. V Kranju je potekalo poletno državno prvenstvo za mlajše dečke in deklice, katerega se je udeležilo 9 plavalcev in plavalk plavalnega kluba Celulozar Krško. Najbolje se je izkazala Ema Menoni, ki si je v mlajšem letniku priplavala 3 prva mesta v disciplinah 50, 100 in 200 metrov hrbtno, dvakrat pa se je zavihtela še na drugo mesto v disciplinah 200 metrov mešano ter 200 metrov prsno. V isti kategoriji se je na stopničke povzpela tudi Sara Dobnik, ki je bila prva na 200 metrov prsno, druga na 100 metrov prsno in tretja na 50 metrov prsno. V Brežicah bodo avgusta tudi uradno odprli avtomatiziran sistem izposoje koles, imenovan Brškodo. V sistem je vključenih skupno 32 koles, ki bodo občanom brezplačno na voljo za 14 ur vožnje na teden, za izposojo pa se bodo najprej morali registrirati in pridobiti kartico. Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki deluje po principu pridobitve uporabniške pametne kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Namen sistema je preusmeritev s prevoznih sredstev na fosilna goriva na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke, ne nazadnje tudi pri iskanju rešitev za premajhno število parkirnih mest. 2017 je občina sprejela celostno prometno strategijo. V njej smo v bistvu zapisali, da je kolesarjenje eden izmed pomembnih strateških stebrov razvoja mobilnosti oziroma prometa v mestu Brežice. V sklopu strategije je predviden tudi ta avtomatiziran sistem izposoje koles. Poimenovali so ga Brškolo, v sistem pa je vključenih skupno 32 koles. Kot pa ste že opazili, so lokacije teh izposojevalnic seveda na avtobusni in železniški postaji, pri gimnaziji Brežice, osnovni šoli, ETRŠ-ju, mladinskem centru, na tržnici in pa v Trnju. Uporabnikom bo sistem na voljo brezplačno. Morali bodo se v bistvu prijaviti, izpolniti eno pogodbo na občini, v mladinskem hostlu oziroma na Ticu in prejeli uporabniško kartico, s katero bo omogočena uporaba koles največ 14 ur tedensko. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje in zasedenost posameznih postaj. Izvajalec projekta je Šolski center Velenje s podizvajalci. Tudi tu je investicija 217.000 evrov, od tega 133.000 evrov evropskega denarja, ki smo ga prejeli preko Ministrstva za infrastrukturo. Trenutno je sistem izposoje še v preizkušanju, v prvi polovici avgusta pa ga bodo tudi uradno predali v javno rabo. Sledi pregled kulturnega dogajanja.
Kostanjeviška galerija Božidar Jakac je bila v juliju prizorišče Forme Vive, kjer so ustvarjali 3 kiparji, in sicer iz Bolgarije, Peruja in Slovenije. Mednarodni simpozij kiparjev, ki se je začel 1. julija, so s slovesnim odprtjem novih kipov sklenili v soboto, mi smo jih obiskali tik pred tem. 3 kiparji so se vsak na svoj način lotili krakovskega hrasta ter ob zaključku simpozija svoje novonastale kipe predstavili javnosti. Slovenski udeleženec Bojan Mauser se je z delom Varuh časa naslonil na zgodovinski pomen prostora. Figura zgoraj predstavlja ta prva svetišča iz megalitskega obdobja, medtem ko je figura kot nekakšen klicaj, neko življenje tukaj v tem prostoru, da se pravi, da sem povezoval z samim prostorom Kostanjevice in s tem gradom, kjer so bili cistercijanci. Vse skupaj je pa v nekem mejniku, ki je nek mejnik časa in povezava starega časa pa današnjega časa in se v tlorisu spusti nekako v senco po soncu in kaže nekakšen čas, to se pravi današnji čas. Podobno sporočilo daje tudi delo perujskega udeleženca. Naslovil ga je Plujemo skupaj. We are in some way like this boat. So we are a different kind of animal with different skills and different qualities. So I mean that we need to put our difference outside the boat. So we will work together to find the right way or just to continue our trip with a good way, in a good way. Aldo Široma Uza, ki deluje kot svobodni umetnik, se redno udeležuje kiparskih simpozijev po vsem svetu. V Kostanjevico je sicer prispel z 10-dnevno zamudo, a je izgubljeni čas kmalu nadoknadil. I arrived and I just started working every day, like all the hours in a big schedule, just to be ready for the final moment. Simpozija se je udeležil tudi Robert Canev iz Bolgarije. To je njegovo delo, s katerim v ospredje postavi univerzalni pomen semena. Canev je avtor, ki večinoma ustvarja v lesu. Bolgar Canev je avtor, ki dela, mislim, da izključno v lesu monumentalne skulpture. Bolgarija in Romunija sta državi, ki tradicijo kiparjenja v lesu gojita zelo, zelo močno. Še vedno na akademiji precej študentov gre v to smer. V galeriji Božidar Jakac sicer opažajo, da je čedalje manj ustvarjalcev, ki bi bili vešči kiparjenja v lesu. Da so avtorji, ki nam pošljejo svoje predloge, že iz njih vidiš, pa iz seveda tistih ostalih prilog, ki jih dajo zraven, da so vešči večina dela v kamnu, če delajo monumentalne skulpture. Yeah, I like a lot working with wood and also with the stone. I am enjoying a lot because in Peru we don't have oak bigger than this, so strong, and it was like a big surprise. Z lesom sicer ne toliko, kolikor se ukvarjam z njim v Vrhniki, tam, kjer delam tudi kiparski simpozij, sem organizator tega simpozija. Drugače pa delam kiparsko bolj v steklo, betonu, oziroma zadnje čase bolj se ukvarjam s slikarstvom. Mednarodni simpozij kiparjev Forma Viva z delovišči v Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu velja za najstarejši še vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. Z delom so na pobudo kiparjev Janeza Lenasija in Jakoba Savinška začeli leta 1961. Letošnja Kostanjeviška Forma Viva je bila že 28. po vrsti. Tudi zanimanje je bilo precejšnje, saj se je na razpis prijavilo 108 kiparjev. Kostanjeviška Forma Viva je prvih 5 let, tako kot obalna, delovala vsako leto z veliko več kiparji, kot jih je danes. Prvo leto je bilo tukaj 8 kiparjev, drugo leto 11 in tako naprej. Od leta 1998, po kratki pauzi tukaj v Kostanjevici na Krki, pa se je postavila v bienalno zadevo. To je sicer bila že prej, od leta 1965 naprej, ampak udeleženci samo 3 kiparji iz sveta, ki jih zdaj seveda dobivamo predvsem s pomočjo spleta, preko razpisa, ki ga damo ven. Skulpture, ki jih udeleženci oblikujejo mesec dni, ostanejo v naravnem okolju. Ustvarjene so izključno iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko območje. V Krški dvorani v parku je na ogled razstava članov Društva likovnikov Krško oko z naslovom Oko, oči, očem. Dela je na ogled postavilo 16 članov društva,
ki so ustvarjali pod mentorstvom Jerce Šantej. Člani Društva likovnikov Krško oko, natančneje navdušenci nad abstrakcijo, vsako leto pripravijo delavnico na Bočju. In že lani smo v plan dali spoznavanje nove tehnike in to smo letos realizirali v maju in pa v juniju. Gre za tehniko transfer grafične predloge na podlago, les ali platno. Mi smo najprej delali fotografije, odločili smo se za oči, tema oči, to smo se odločili tudi že lani. Delali smo selfije, fotografije svojih oči, hoteli smo prikazati v očeh ali veselje ali žalost, tako da bi lahko tudi opazovalec, gledalec slike razbral lahko smisel slike. In potem smo v tej črno-beli tehniki fotografije prenašali, zrcalno lepili na podlago za medijem in potem odstranili papir, tako da je samo barva oči ostala na lesu oziroma na platnu. Za omenjeno tehniko bi lahko dejali, da je nekakšen zaščitni znak mentorice delavnic, priznane likovne ustvarjalke Jerce Šantej. Ona v glavnem veliko tega dela, no to je ena od njenih posebnosti, bi lahko rekla. Na delavnici pa niso ustvarjali le na lesu ali platnu, izbrane teme so se lotili z različnih vidikov in v različnih tehnikah. Podlaga za ustvarjanje so bili tudi dežniki. Poslikava dežnikov nas je letos malo zanesla oziroma nismo imeli vremena. Smo čakali na lepo vreme, smo ga dočakali bolj na koncu srečanj, ne, ker to moraš pa delati tudi zunaj, prej je bilo pa preveč mrzlo, da bi lahko to delali, ker smo morali biti letos pa izjemoma noter. Tudi tale velika slika očesa, ki jo obiskovalec ob vstopu v prostor najbrž najprej opazi, je morala počakati na lepše oziroma bolj suho vreme, saj je prav tako nastajala zunaj. To je pa mozaik očesa, sestavljen iz oči naših članic oziroma udeležencev te delavnice. Gre torej za skupinsko sliko vseh 16 udeležencev delavnice. Najprej smo te fotografije naše izrezali, male velikosti, večje velikosti, potem 3 barvne ali pa malo več barvnih odtenkov, od čist svetle do najbolj temne, da smo lahko potem naredili ta mozaik. In kako so člani društva dovzetni za abstraktne tehnike? Ja, enim to sploh ne leži. Nekateri pa delajo recimo samo v tej tehniki abstrakcije, ne, v tem slogu, ne. Zato smo morali tako, da lahko zadostimo željam vsem članom, enim malo drugačne mentore, drugi pa spet drugačne. Tako da vsak dobi nekaj. V Društvu likovnikov Krško oko nadaljujejo z nizom občasnih razstav, načrtovanih za letošnje leto. V septembru bo razstavljal tukaj v dvorani v parku en naš član, bo imel samostojno razstavo, potem v oktobru imamo skupinsko razstavo kiparskih del, Forma 19, konec novembra bo razstava v kulturnem domu nastalih del, ki bomo imeli tečaj pri Rajku Čubru in potem še konec decembra tukaj v dvorani skupinska razstava vseh članov tudi kot novoletna razstava. Razstava Oko, oči, očem pa je v dvorani v parku na ogled še do 10. avgusta. Za konec pa še enkrat v galerijo Božidar Jakac oziroma v tamkajšnji lapidari, kjer razstavlja Svetlana Jekimovska-Rodič. Avtorica na samostojni razstavi, ki jo je poimenovala Narejeno v gozdu, predstavlja serijo monotipij in instalacij, pri katerih za matrico uporablja lubje dreves, ki ga je napadel lubadar. Sledi uničenja narave lahko slehernik opazi v najrazličnejših vsakdanjih situacijah, pozorno oko umetnice pa so simbolično enake sledi uničenja pritegnile med sprehodom v gozdu, ko se je srečala z vzorci, ki jih lubadarji puščajo v drevesni skorji. Te vzorce je umetnica odtisnila na bele podolgovate trakove, ki jih je potem s prepletanjem, multipliciranjem in lepljenjem združila v večje grafične instalacije, v katerih prevladujejo geometrijske oblike, kot so torej pravokotniki v mreži in krogi. S tem gre za sožitje med naravnim ustvarjanjem in ustvarjanjem človeka. S svojo interpretacijo ready-made matric umetnica tako nekje stoji na meji med naravo in kulturo. Te vizualno zanimive sledi lubadarjev bi lahko označili kot za estetsko lepe, vendar pa na simbolni ravni v bistvu gre za sledi uničenja dreves in za dejansko smrt dreves, ki jo te sledi nekako simbolično pokažejo.
Ti odtisi so torej sledi uničenja življenja drevesa, hkrati gre tudi za sledi rojstva drugega življenja vrste, lubadarjev, ki jih ljudje zaradi njihove majhnosti in iz naše percepcije inferiornosti pogosto spregledamo. Sporočilo razstave tako odzvanja kot opozorilo pred pretiranim, nepremišljenim izkoriščanjem narave. In kot so bile recimo pogozdovanje monokultur iglavcev na prenizkih altitudah, ki sedaj z podnebnimi spremembami, ki jih doživljamo, predstavlja zelo ugodno okolje za močno invazijo teh majhnih žuželk, torej škodljivcev, kot so lubadarji. Razstava je zasnovana kot eksperiment, hkrati pa kot logično nadaljevanje avtoričinega dosedanjega dela ter njegova vsebinska in oblikovna nadgradnja. Umetnica Svetlana Jekimovska-Rodič je grafičarka, magistra umetnosti in hkrati tudi pedagoginja, ki se je v zadnjem obdobju ukvarjala zelo intenzivno s tematiko lubadarja, ki jo je pritegnila do te mere, da je sedaj tu postavila prav neko zaokroženo postavitev, ki je hkrati tudi konec tega njenega obdobja, ko se ukvarja z to vrstno tematiko. Avtoričino zanimanje za grafične sledi življenjskega cikla lubadarjev izhaja iz raziskovanja razlogov za povečano število invazivnih žuželk kot posledice človekovega neracionalnega poseganja v naravo, nestrukturiranega pogozdovanja monokultur na nižjih nadmorskih višinah in klimatskih sprememb. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.